Lepo pozdravljeni, en lep dober dan in dobrodošli v podkastu Moč besede, kjer gostim gospo Anjo Kastelic, mlado, energično in izjemno predano slovensko kmetico ter agronomko, ki dokazuje, da je prihodnost podeželja v znanju, povezovanju, predvsem pa v prijaznosti. Anja je mojo pozornost pritegnila z znanjem in svežimi idejami v času priprav na forum, kjer smo odprli diskusijo o trajnostni preobrazbi prehranskih verig in doseganju prehranske suverenosti naše države. Anja, dobrodošla v mojem podkastu. Hvala lepa za povabilo. Se veselim najinega pogovora. Tudi jaz. Celo življenje ste vpeti v kmetijstvo, študij ste posvetili kmetijstvu, sprva v Ljubljani, kasneje tudi na Dunaju. Aktivni ste tudi v številnih mednarodnih, nacionalnih projektih in stanovskih organizacijah, kjer predstavljate, upam, da lahko tako rečem, nek glas slovenskega podeželja, pravzaprav tako doma kot tudi v tujini. Naj ne zveni preprosto tole vprašanje, ki vam ga bom zastavila, ampak kaj je vas navdušilo za kmetijstvo? Ja, v bistvu pa je kar dokaj preprost odgovor, no. V bistvu vse življenje me to že nekako obdaja. Odraščala sem sicer na kar, bom rekla, hribovski kmetiji, kjer sem že zelo zgodaj odkrila oziroma doživela, da to delo z naravo, zemljo, da to ni samo delo, ampak je res nek odnos. Poslanstvo? Poslanstvo, ja. Takrat ga še nisem tako dojemala kot poslanstvo, ampak res me je to navduševalo. In ko je bilo potreba pač kasneje se odločiti, kaj bo zdaj moja poklicna pot, sem res začela razmišljati, kaj je tisto, kar mene res veseli, v čem res uživam. In je bil odgovor kmetijstvo. Tista prava ljubezen, ko sem pa začela res razmišljati, da si res želim biti kmetica, ne samo, da želim delati v kmetijskem sektorju, pa je v bistvu prišla takrat, ko sem se aktivno vpela v Zvezo slovenske podeželske mladine, ko sem začela raziskovati doma in po svetu, kakšne možnosti dejansko kot kmet imaš. In ko sem pa spoznala še svojega moža, je pa bilo to. In moja kmečka oziroma poklicna pot se je začela. Vam ni žal? Ne, definitivno ne. Je bilo pa na začetku kar težko, to ne bom lagala, se v bistvu navaditi na to res kmečko življenje, ampak zdaj pa pridemo do poslanstva. Ko pa to potem začneš dojemati, tako, ko ponotraniš, ko to dobi smisel, pa je to res nekaj najlepšega, kar si zdaj predstavljam, da bi delala in ne želim iti stran. Smo vam vsi hvaležni, da vas je nekaj takih, ki res verjamete v slovensko kmetijstvo. Zdaj, kolikor vas poznam, razberem, vidim, da to sodobno kmetijstvo tudi živite, dobesedno živite. Z možem se ukvarjate z ekološkim kmetovanjem, ekološka pridelava sadja in žit. Ampak da vas vprašam takole, rekli ste, da je bilo na začetku težko, ampak a se da v parih stavkih opisati, kakšno pa je pravzaprav sploh življenje mladih kmetic in kmetov? A je kaj drugače od tistega pred 30-40 leti, ko so danes starejši kmetje in kmetice začeli svojo kariero? Kakšno je vaše življenje? Sigurno je drugače, ker bom rekla, tako če začnemo od začetka. Predvsem je to življenje tako dvoplastno. Na eni strani zelo lepo, pa hkrati je ogromno težkih trenutkov. Ko govorite o težkih trenutkih, si predstavljam predvsem, ko pride pozeba, pa ti vzame ves pridelek, ostaneš brez dohodka. Predvsem takšne stvari, od katerih si ti... Ker vam narava pokaže zobe. Tako, točno to. Dejansko takrat moraš najti druge poti znotraj kmetije, da preživiš družino. Lepe stvari so pa zagotovo to, kar si res doma. Za svojo družino delaš s svojimi družinskimi člani, pa je spet to hkrati lahko zelo težavno, ne? Ker ti si... Ste 24 ur na dan skupaj? Tako, jedilna miza, delovni pult, isti ljudje. In če nisi ravno sam pri delu, torej govorimo o osamljenosti, si pa z enakimi ljudmi. Kako se pa odklopita drug od drugega? Kdaj je tudi to treba, ne? Ja. Greva vsak po svoje, za par ur. Takrat, ko najtežje grejo on v hlev ali pa v sodovnjak, jaz pa v prebiralnico, pa pol zvečer vredo vse, ne? Dobro. Ampak predvsem hočem to povedati, da če nimaš ti nekako razčiščenih odnosov
da ti ne rešuješ sproti vseh teh težav, ki se nakopičijo, da jih te samo potlačiš, to lahko privede do resne stiske, ker nimaš kam uiti. Ti si doma na kmetiji, nimaš tako kot v drugih službah, ko enostavno greš v službo, pozabiš, kaj se je zgodilo doma in prideš domov že bolj vesel, ker začneš o drugih stvareh govoriti, ker si ti tisto že dal ven. Doma tega ni, je not v tebi. Poseben način življenja. Tako. In to je ta dvoplastnost, lepi, težki trenutki, medgeneracijsko. In zato se mi zdi, da to je tudi ta način. Rekli ste medgeneracijsko, se upravičujem, ker vas prekinjam, ampak vi niste nasledili kmetije svojih staršev. Vidva sta začela povsem na novo? Ne, on je prevzemnik. Moj mož je prevzemnik. Tako, s 23 leti je prevzel. Ja. In jaz sem v bistvu pred 5 leti se mu pridružila na kmetiji, zdaj slabo leto pa še nekaj več sem pa tudi zaposlena na kmetiji. In moram reči, da za mene, kot nekdo, ki je prišel v ta sistem, je še toliko težje. Ker oni imajo svoje navade. In jaz poslušam na dnevni bazi, saj se boš navadila, pa jaz te besede res ne maram. Ampak ja, na nek način potem ugotoviš, kako živijo, kako funkcionirajo, se prilagodiš. In imam to srečo, da se tudi oni meni so prilagodili do določene točke. To premika stvari naprej, ne? Tako, točno to. Ampak jaz sem imela to srečo. Marsikatera kmetija pa je nima. Pa se ravno zaradi teh odnosov medgeneracijski, starejši kmetje, kmetice, mlada generacija. Pa tudi prenos odgovornosti. Ko ti enkrat predaš odgovornost, recimo moj mož je prevzel kmetijo s 23 leti. Zelo mlad. Zelo mlad. In oče mu je res prepustil kmetijo. Prepustil mu je tudi odgovornost. Seveda še vedno se skupaj odločamo, se ga vključi v odločevalske procese, ampak se zaveda, da če mu je predal kmetijo, mu je predal tudi odgovornost, ker samo tako bo potem lahko on res to jemal kot svoje in bo tudi želel razvijati to kmetijo. Ni pa povsod tako, ne, če vas prav razumem, ta medgeneracijski razkorak. Pa povejte mi, Anja, a je Slovenija ni tako zelo velika geografsko, ampak vseeno, omenili ste gorske kmetije na začetku. A je kakšna bistvena razlika recimo med kakšno kmetijo zelo hribih na ravninskem delu, med kmetijo na vzhodu države, med kmetijo na zahodu države? Zelo velike razlike so. Mi se sploh ne zavedamo, tako mali smo, pa tako biotsko raznovrstnost imamo v Sloveniji. Od tega tam, ko so v hribi, so omejene možnosti, definitivno. Tam ponavadi je govedoreja, živinoreja, pa tudi kakšna predelava, kakšen turizem. Zelo težko so tam trajni nasadi, nekaj malega zelenjave. Ja, ne govorim pa to o velikih površinah, ker niti ti... Ker jih ni. Površine so, ampak ti jih ročno ne moreš tako obdelati, ker so strme površine. In moraš to pač imeti primerno mehanizacijo ali pa roke, seveda. Na ravnini je to dosti lažje, imamo primerne mehanizacije, hitreje se potem vse to obrača, tudi klima je zelo primerna. Mi imamo recimo tudi, pogosto pozabljamo na Primorsko, imamo oljčno olje, imamo res vrhunska vina, potem imamo res ta dolenjski konec, kjer jaz prihajam, no, tu so res, se mi zdi veliko je velikih zelenjadarjev, pa cviček, pa trajnih nasadov. Tako res so razlike, tudi že prst je zelo različna. Tako da, pa tudi ljudje, bom rekla, smo zelo različni. To sama dojemam, zdaj, ko sem se iz Koroške na Dolenjsko preselila, pa ni tako velika razdalja, ampak razlike v naših šegah in običajih pa so kar velike. Je precej hribov vmes, ko je počasneje preskakovalo. Anja, zasledila sem vaša opozorila, da je pravzaprav zaradi številnih izzivov in nerešenih vprašanj pri vaši dejavnosti med mladimi kmeti pogosto prisoten tudi stres, prisotne so duševne stiske. To je pravzaprav verjetno težko prepoznati, predvsem pa ali država kmetom nudi ustrezno podporo. Vam je ta sploh na voljo, kakšna taka pomoč? Ker to, da si od jutra do večera vpet v delo, da si s partnerjem 24 ur na dan skupaj, da si z starimi starši in starši skupaj na kmetiji, vse to verjetno prinese za seboj določene stiske. Kako se vi spopadate z njimi? Upam, da jih nimate veliko, tako kot vas poznam, ste vedno nasmejani in dobre volje, ampak vsi imamo vzpone in padce. Kako je s tem v tem vašem ne tako lahkem poklicu?
Jaz bom rekla tako, to je zdaj področje, ki je še vedno precej stigmatizirano. Ne? Kmetje načeloma teh težav naj ne bi imeli, če bomo tako govorili. Je trd kot kamen in skala. Ne? Ampak v zadnjih nekaj letih moram reči, da tu je spet podeželska mladina zelo zaslužna, ker je skupaj z zbornico pa v bistvu takrat naredila projekt Nemoč podeželja in se je začelo treti. Začelo se govoriti o tem, da tudi kmetje imamo stiske in rezultat tega projekta je, da zdaj dejansko imamo na voljo prvo zaposlitev, v bistvu prvo psihosocialno podporo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ampak govorimo to o eni osebi za več tisoče kmetov in je to bistveno premalo, je pa dober začetek. In začelo se je tudi veliko govoriti o preventivi, da do teh stisk sploh ne pride. O tem, da kmetje potrebujemo, mi res potrebujemo neko celostno podporo, ki se pa začne z odnosi, s komunikacijo, da sploh znamo, ko ste vprašali, kako se soočamo mi s tem, da sploh znamo pravilno, ne vem, če je sicer pravilno pravi izraz, ker verjetno ni pravilnega odreagiranja, ko pride do stiske, ampak kako odreagirati, na koga se obrniti, kako skomunicirati, že znotraj lastne družine, da imaš težavo, pa vemo, da je najtežje včasih povedati doma, da se ti psihično ne počutiš dobro. Tako da to je področje, za katerega srčno upam, da se bo več investiralo vanj, ker to je področje, ki postavlja v ospredje kmeta kot človeka. Ne kmeta kot tistega, ki ima ekonomske stiske, ki ima pravne stiske, seveda jih ima, ampak ima tudi težave mogoče s komunikacijo, ker je premalo, ker ni časa zanjo, težave z odnosi, ker spet ne polagamo dovolj. Ker spet ni časa. Tako. Čas za druženje z drugimi, ne samo z družino. Za vse to vam zmanjkuje časa, če vas prav razumem. In zelo osamljen poklic je to. Res, ti si doma, na traktorju si veliko sam, ko pakiraš si sam, na njivi si sam, ti in tvoje misli. In zdaj, če te misli so negativno nastrojene, je to lahko zelo hudo. Zdaj, v javnosti ste večkrat opozorili, da je vprašanje, koliko kmetov bo kljub ljubezni do kmetovanja še vztrajalo v tej panogi, če se v kmetijstvu ne bo nič spremenilo. Zdaj, kako vidite te spremembe, kakšne so nujne strateške spremembe, vi jih poimenujete, če sem vas prav enkrat razumela, generacijska prenova. Kaj bi bilo po vašem mnenju nujno uvesti? Aktivni ste v teh organizacijah, res ste prava oseba, da klepetava tudi o politikah znotraj vaše kmetijske branže. Predvsem rabimo kmetje zdaj jasen signal, da smo za državo pomembni. Ker do sedaj tega signala, res jasnega signala, da se podpira kmetijstvo v celoti, ne samo mogoče določene segmente kmetijstva ali pa določene panoge, ampak da se kmeta potrebuje za prehransko suverenost države. Nam to ni jasno? Jasno nam mogoče je v besedah, ampak dejanja tega žal še ne odražajo, ker hitro, ko pride do pisanja neke zakonodaje, pa smo to že tolikrat v vseh stanovskih organizacijah opozorili, ena taka zelo banalna stvar, ko pišemo zakonodajo, nikoli ne gremo nad evropsko, kar nam Evropa narekuje, to je minimum. Mi pa spet vedno nam uspe, da to zaostrimo. In pa že tako smo majhni, tako smo specifični in nimamo, ker bi v bistvu to priložnost, ne, da smo majhni, ker mi kot država bi si lahko postavili jasne prioritete, kaj želimo imeti, kako želimo imeti, dokdaj, kako bomo to podprli. Ampak te nacionalne zaveze ni. In se potem je pač posledica je, da vsaka vlada, ko pride, ima svoje prioritete. In se to na neke 3, 4, zdaj že na krajša obdobja, to menjuje. In to za kmetijstvo ni varno, ker kmetje to dojemajo kot nepredvidljivo okolje. Vsaka politika si nekaj novega zmisli, če smem tako reči. In to potem nimaš neke stabilnosti, da bi si upal investirati. V kmetijstvu pa so investicije velike, dolgo čakaš na rezultate te investicije, prihodki pa so v tem času nizki. In zdaj, če ti nimaš varnega zagotovila, država bo stala za mano, bo podpirala mojo panogo, potem ne greš v to investicijo, ampak si mogoče najdeš udobja, rajši, tako, najdeš si varen dohodek nekje izven kmetijstva. In to se nam zdaj dogaja. To se nam zdaj dogaja. Zdaj, Anja, ko govoriva o spremembah, ali so te spremembe nujne že pri samem odnosu do vašega poklica? Ne? Jaz
sem stara 57 let, spomnim se mojih osnovnošolskih časov, sošolcev, ki so delali na kmetiji s predsodki v naših glavah. Upam, da je danes kaj drugače, kot je bilo pred 50 leti, ampak vseeno, ali se še vedno soočate s predsodki? Kmet, kmetica kot nek stereotip smrdljivega, umazanega človeka, se upravičujem, brutalne besede uporabljam, ne, ko pride direktno iz štale nekam. Jaz upam, da danes ni več tako. Povejte mi, da ni, prosim. Bi z veseljem tako rekla, ampak še vedno je točno ta kmet, ko ste ga opisali, je v vseh slovenskih učbenikih tudi predstavljen na tak način. Še vedno. Torej, še vedno je kmet tisti, ki onesnažuje okolje in v bistvu predvsem se govori o izpustih v kmetijstvu. Ne govori se pa o tem, da je kmet nujno potreben, da v bistvu, ker od kmetijstva nas živi bolj malo, oziroma ne, od kmetovanja nas živi bolj malo, od kmetijstva pa čisto vsi. Ja. In tisti časi, ko je recimo ostal na kmetiji doma tisti, ki ni bil za šolo, so že zdavnaj mimo, ker danes je ravno obratno. Ti kot kmet moraš imeti ogromno znanja, da si kos vsem tem izzivom, ki jih imamo. Tako da bi rekla, malenkost ali pa veliko... Zdaj ste me spomnili še en stereotip. Kmet je neizobražena, zato lahko doma dela kot tega je res veliko. Fizični delavec. Tega je res veliko in zdaj se mi zdi, da smo tudi naredili nek premik s tem, da pa smo kmetje končno spregovorili. Dolgo časa smo bili tiho, pa smo te stereotipe enostavno samo sprejemali. Zdaj pa se jim zoperstavimo, ker kmetje nismo tako, kot nas opisujejo ti stereotipi. Smo pametni, imamo kaj za pokazati, živimo naše poslanstvo, pridelujemo hrano, za katero želimo, da je zdrava in da je pač v bistvu dostopna širši množici ljudi. In to je tisti prvi korak, da bomo kmetje sami to povedali, da smo ponosni na naš poklic, ker samo tako bomo dvignili ta raven in tako nam bo tudi potem ta širši medijski prostor, širša družba sledila, upam. A te reality šovi kaj pomagajo? Jaz jih ne gledam, vi zagotovo tudi nimate časa, ampak ne vem, kmetija, išče lastnika kmetija, ona, tretja, četrta. A to pomaga pri popularizaciji poklica ali samo še poglablja stereotipe? Zagotovo ne. Prej nasprotno, pa tudi, ker ti šovi niso bili narejeni s tem namenom. Ti šovi so bili narejeni zato, da zabavajo gledalca. In zato smo pač kmetje notri predstavljeni v čisto drugi luči. Bi si pa res želeli, se to tudi večkrat debata znotraj kmečke družbe, bi si res želeli nek tak šov, kot je recimo Masterchef, ki pa je res dvignil kulinariko na čisto nek drug nivo. In recimo... Masterkmet. Masterkmet. Mi spremljamo. Mava že naslov daje. Pa moramo vprašati še tega Britanca, mislim, da je Jeremy Clarkson. Ja. On je v bistvu zdaj, ne vem, je že v penzionu, ali kako kupuje kmetijo in začel čisto od začetka in zdaj v bistvu spoznava, da ni vse tako lepo, da biti kmet ne pomeni samo, da imam en velik traktor pa gremo gas, ampak je vse ostalo. In to je tisto, da znamo prek teh reality šovov tudi te težke stvari v kmetijstvu mogoče na nek lep pa preprost način predstaviti ljudem. Ker naš poklic je tak, je lep pa hkrati težak, ne? To sem že večkrat omenila, ampak te lepe stvari, če jih res živiš, potem prevladajo. Tako da ti šovi ne pomagajo, vsi pa želimo šov, ki bi pomagal. Zdaj, rekli ste, da kmetje lahko za razbijanje teh stereotipov največ naredite tudi sami, predvsem pa z prepoznavanjem poklica, z vključevanjem kmetov v politike o kmetijstvu in agrarni ekonomiji. Ampak koliko ste pa mladi kmetje vključeni v to? Ker mladi imamo drug pogled na svet, nove ideje, bolj spremljamo verjetno tehnologije kot starejše generacije. Ali imate glas pri kreiranju politik? Zdaj tako je. Mladi imamo, ali pa vsi kmetje imamo v bistvu možnost, mladi imajo možnost biti del stanovske organizacije pri podeželski mladini, ostali kmetje smo pa lahko ali pri zbornici, kmetijski zbornici, zadružna zveza, sindikat in tu so pač različni organi, kjer si ti izvoljen in lahko potem tudi kreiraš to politiko. Ampak vprašanje mislim, da je bilo, koliko smo lahko vključeni. Pravo vprašanje je mogoče bilo, koliko smo zares slišani pa upoštevani. Ker se nam točno to dogaja, da se nas veliko kmetov angažira znotraj teh stanovskih organizacij
So energijo, predvsem je to po noči, ko imamo čas, gremo na Zume, oblikujemo razne predloge, res investira svoj čas v to, da bi naredil, da bi prišlo do neke spremembe in ker ta sprememba slišana je, ni pa upoštevana potem na strani odločevalcev, ti potem tudi malo ta volja mine, ker bi tisti čas tako lahko spal, naprimer, ker mi ponavadi to res delamo ob večerih, tam začne se nekje ob 10. ure pa do 2 zjutraj, da kreiramo neke predloge. Koliko spite na noč? Jaz rabim zelo 7 malo. ur. Ja, jaz jih rabim 8, ampak jih ni vedno 8. Jih ni, ne. Jih ni vedno 8. Ne. Anja, prej ste omenili podnebne spremembe, ne, ko sva govorili o umazanih kmetih, o onesnaževanju, ne, tudi to je eden od stereotipov. Meni so te teme ne samo zelo ljube, ampak se mi zdijo izjemno pomembne, ne, ker mora vsak dati en tak kamenček v mozaik tega, da bomo ta naš prelep planet seveda ohranili. Ne. Koliko se mladi kmetje in kmetice pogovarjate o podnebni krizi, jaz si pravim že kar podnebna kriza, ne več samo podnebne spremembe, in kako napredno pri gledanju na te zelene teme, recimo slovensko kmetijstvo? Zelo odvisno je od panoge, v kateri si. Ne? Ker recimo mi smo sadjarji in mi to občutimo vsakoletno, ker nam recimo tudi najnovejša tehnologija, mi imamo opremljene sadovnjake tudi z oroševanjem, pa še vedno prihaja do pozeb. Tako da mi iščemo alternative in se v teh krogih, ko se gibljamo, res iščemo nove sorte, iščemo, katere so tiste sredstva, mogoče s katerimi bi se lahko pomagali, kaj je še takšnega, kako pripraviti tla, ker je to dejstvo in če želimo preživeti, se moramo prilagoditi. Ni druge izbire in tudi potem nizki izpusti na njivah. To se mi zdi, da je danes že taka tema, da ni več tabu, no? In da smo jo sprejeli, ker se zavedamo, da je tudi nekaj, ne samo da je zdaj prisotno, ampak če gledamo malo nazaj v zgodovino, vse kmetje so se vedno morali prilagajati. Ne? Narava se je konstantno spreminjala in prvi, ki je to občutil, je vedno bil kmet. Ker pač dela, ima svojo tovarno na prostem in to prvi občuti. In da smo uspeli kmetje skozi zgodovino to kmetijstvo ohraniti, smo se morali prilagajati in se prilagajamo in se bomo prilagajali. Kako hitro nama je minilo teh 30 minut, ampak dajva, Anja, za konec kakšne lepe misli. Ne? Zdaj, ko vas takole poslušam, za vas osebno vam daleč največ pomeni, da ste v naravi, da delate dobro za pravzaprav čisto vsakega prebivalca. Vsi rabimo hrano na svoj krožnik. Povedali ste tudi za temne plati kmetijstva, ampak če bi morali opisati svoj poklic samo s superlativi, samo z lepimi besedami, kaj bi rekli? Jaz bi rekla, da ti v bistvu kmetija, da ti noben drug kmetija in pa poklic kmeta, da ti noben drug poklic ne da toliko možnosti za kakovostno življenje, za kreativno življenje v krogu svojih najdražjih, torej svoje družine. In to je tisto, kar pa res potem da življenju smisel. Kar si dejansko res vsak dan svojim otrokom, ko ga gledaš odraščati, ko dela s tabo in ti pri 3 letih že reče, mami, če ti je pa pretežko, ti bom pa pomagal. Ne? No. In veš, da delaš prav in se mi zdi, to je tisti največji superlativ, zaradi katerega je meni to tako zelo lep poklic. To, da sem res za svojimi in pa da sem lahko kreativna, ne kolikor želim, da sem lahko kreativna, kolikor mi mož pusti. Ker so potem tudi omejitve, ker imamo omejen čas in vsega pač ne zmoremo. Anja, najlepša vam hvala, ker ste se odzvali mojemu povabilu. Res je prijetno klepetati z vami. Upam, da ste koga navdušili za ta poklic. Potrebovali vas bomo danes, jutri in neskončno dolgo. To je poklic, ki ne bo smel izumreti, če mene vprašate. In dajmo eno lepo misel za konec. Ko spoštujemo kmeta, spoštujemo hrano, naravo in s tem tudi lastno zdravje. Hvala, ker ste naju poslušali. Do naslednjič.